Ljudje tekmujemo resnično v vseh mogočih oblikah, ki si jih lahko zamislimo. Če kdo misli, da se z avtomobili tekmuje samo tako, katero vozilo je močnejše in hitrejše, ste se zmotili. Tekmuje se tudi v avtoakustiki. Bolj enostavno povedano, kdo ima bolj glasen radio v avtu. Zato me tudi več ne čudi šala iz desetletij nazaj, ko je takratno jugoslovansko hit vozilo Jugo prišlo na ameriški trg. Malček med ameriškimi cestnimi križarkami je namreč imel tudi radio. In ko je Jugeca zagledal oziroma slišal bogat Američan, je lastnika pobaral, če mu proda ta čudovit radio na kolesih. Anžetu Štromajerju iz Kranja, državnemu prvaku avtoakustiki, pa ni potrebno več iti v Ameriko, temveč s svojim Cliom oziroma s tistim, kar ima nameščeno v njem, zbuja pozornost. V čem se razlikuje njegov Clio od običajnega? Pozdravljeni, sem Anže Štromajer, prihajam iz Kranja in moj hobi je avtoakustika. Moj avto se razlikuje od serijskega z avtoradiom po moči zvočnikov. Predvajanje je veliko glasnejše, avtoradio je menjan, da lahko predvajam iz USB ključa, ima tudi kvalitetnejši zvok, več nastavitev, vendar je tudi v ceni razlika med serijskim pa kasnejšim nakupom. Za enkrat je opremljen samo z menjanim sprednjim sistemom zvočnikov in dodatno dodan bas zvočnik, ki je pa zelo velike moči. Clio ima pred večino avtomobilov dosti veliko prednost, ker je majhen, že sam po sebi ima trdno konstrukcijo, z dodatno izolacijo strehe, bokov, vrat, se pa to da še dodatno malo ojačati. Tega sem čisto sam opremil. S pomočjo prijateljev in našega kluba avtoakustičnega Just a Bit Louder Team iz Kranja. Imamo tudi člane iz Ljubljane, ampak osredotočeni smo na Kranj. Kakšno tekmovanje pa je avtoakustika? Avtoakustika, kot že sam ime pove, je to čim več zvočnikov v avtomobilu. V takšnem tekmovanju lahko tekmuje vsak, ki je kupil avtoojačevalec zvoka ter subwoofer zvočnik. To je nizkotonec in proizvaja samo zvoke do recimo 150 Hz. Naprava, ki pa meri ta zvok, pa deluje na principu pritiska in se meri ali na sprednji šipi ali pa na voznikovem ali sovoznikovem sedežu. Naprava zaznava pritisk v obliki decibelov, kar je veliki večini znano. Letos je bil samo pokal, prejšnja leta so imeli še druge nagrade, ojačevalniki zvoka, zvočniki. To je pokal za naslov državnega prvaka, ki sem ga osvojil v Ljubljani. To pa pomeni seštevek vseh točk z odbitkom ene tekme. Na 2 tekmah sem bil tretji, na eni sem bil drugi, potem sem bil pa samo še zmagovalec. In Ljubljana je štela dvojno, 2-krat se podvojujejo točke, tako da čeprav bi imel moj nasprotnik 4 zmage, bi ga lahko jaz še vedno premagal. 4 smo bili v moji kategoriji. V bistvu konkurenca sem imel enega, tudi začetnika, ker v tej disciplini, ki sem bil jaz, tekmujejo samo začetniki. In sva se borila že od Celja, ki je bil aprila, pa do 2. septembra, ko je bilo v Ljubljani finale, je bilo napeto, ker pričel sem s 3. mestom in kasneje dopolnjeval kompletni sistem.
Najbolj sem se pa osredotočil na prtljažni prostor, kjer smo naredili dvojno dno, vzeli gumo rezervno ven, dodali dodaten akumulator in ojačevalnik. Se pravi, na to dvojno dno smo dodali katlo za zvočnik, ki je dimenzionirana čim bolj natančno za predvajanje zvoka, da čim večji rezultat naredi, plus dodali smo 30 cm zvočnik. Prvo, kar je, sem mogel imeti vse oblečeno, kvalitetno narejeno, inštalacija je mogla biti po pravilniku. Tukaj se ocenjujejo točke, v moji kategoriji je bilo 65 možnih. Na začetku v Celju sem jih zelo malo dobil, ker sproti sem dopolnjeval, kar sem imel narobe. Potem se opravijo 2 meritvi z zaprtimi vrati in z odprtimi vrati. Komisija meri, v bistvu sodniki so, in mogoče kakšen dan, dva prej izvemo, na katero pesem se bo merilo. Ni določena, ker obstajajo 2 discipline cele avtoakustike. Nekaj se meri na frekvenco, ki jo imaš zmerom enako, na katero največ pomeriš. Nekaj je pa EMA, to je European Media Multimedia Association, kjer pa določijo pesem sodniki in vsi avtomobili merijo na enako pesem. Kar je še toliko težje, ker moraš imeti pravo škatlo narejeno in dosti drugih nastavitev je še na avtoojačevalniku, ki jih je treba prilagoditi temu. Imate morda kaj težav s policijo in na to s tehničnim pregledom avtomobila, ki je tako opremljen? Policija, zdaj dokler niste glasni na cesti, ni problema. Noben ne bo težil, če ste pa glasni, je pa zelo visoka kazen, motenje javnega reda in miru. Na tehničnem pregledu ne morejo nič reči. V avtomobilu imaš lahko kar želiš, dokler ti ne ovira vožnje, tako da edino še nosilnost je problem avtomobila. Naslednje leto, kar imam jaz planov, bo že približno na meji z nosilnostjo avta. Tam bo potem potrebno menjati še podvozje avtomobila, zmeti, amortizerji, da bomo lahko homologirali največjo dovoljeno maso. Drugi v udobju, tretji pa v glasnem navijanju glasbe. Kam sodite vi?